Pozdravljeni v oddaji Ambienti, oddaji, ki se ozira po najlepših bivališčih. Nekateri pravijo, da vse človekove najboljše in najlepše domislice v resnici posnemajo naravo. In ravno v naravi najdemo primer izjemno urejenega bivališča. Z natančno arhitekturo, z natančno razporeditvijo prostorov. Med stanovalci pa vladajo sloga, organizacija in predanost brez primere. O čem govorim? O čebelnjaku. Ki pa ga ne omenjam kar tako, kajti danes bomo med drugim obiskali poseben vrt medovitih rastlin v mestu, ki velja za rojstni kraj naše marljive in krotke kranjske sivke. Ampak najprej gremo v edino slovensko mestece na Otoku. Primer družinske hiše v Kostanjevici na Krki je posebno zanimiv. Družina se je v času načrtovanja gradnje povečala za 2 novi članici naenkrat. Širila se je tudi poslovna dejavnost in s tem so rasle potrebe po čedalje večji bivalni površini. Ker pa prostorski akti večje hiše niso dovoljevali, so se morali znajti drugače. Danes smo se pripeljali v čudovit kraj v Dolenjske Benetke, kakor ljubkovalno pravijo Kostanjevici na Krki. Tukaj, čisto v bližini najmanjšega mesta na Otoku, si bomo ogledali 2 na videz enaki hiši, ki pa sta v lasti ene družine. Zakaj 2, bomo preverili vsak hip. Alenka in Marjan, dajte mi vidva razložiti zgodbo, kako iz želje po eni veliki hiši, v kateri bojo poslovni prostori in hkrati družinski del, stanovanjski del, prideš do 2 manjših. Ja, odločitev in razmišljanje o gradnji nove stanovanjske in poslovne stavbe se je začelo z rojstvom najinih hčerkic, dvojčic, in tam je nastala počasi stiska v stanovanjskem delu, prej smo imeli hišo, bi rekel, prek ceste in na vrhu je bil stanovanjski del, od spodaj je bil pa poslovni, in pa Alenka je počasi začela to širiti svojo dejavnost in potem je ta stiska bila, bi rekel, čezdalje večja in smo se odločili za gradnjo nove hiše. No, ampak zaradi tega prostorskega plana v Kostanjevici na Krki nismo mogli zgraditi ene večje, ampak smo mogli narediti potem 2 manjši in eni je, bom rekel, ta poslovni del, od drugi je pa stanovanjski. In to je na koncu boljše ali ne? Je to v redu? Je to zato, da lahko človek kar v copati gre v službo? To je lahko plus, lahko je pa tudi minus. Je pa to ena od variant, ja, zagotovo. Pa tudi lepše izgleda, če sta pač 2 objekta, manjša. Lahko smo jih lepše opremili, lahko je tudi vizualno drugače. Predvsem je bil pa pogoj prostorski plan, ki je pač to zahteval. Špela Puc, vi ste dobili naročilo za 2 tako rekoč identični hiši. Kako pogosta so taka naročila? Niso zelo pogosta, ne. Mislim, velikokrat pride najprej naročilo za poslovne, pa potem za stanovanjsko. Tukaj sem imela pa srečo, ne, in sem dobila za poslovno stanovanjsko hišo, ki se je pa zaradi prostorskega akta ni dal narediti, ne, je bilo treba potem 2. Upam, da nista čisto identični, ker poslovna ima drugo funkcijo, ne, in malo drugo obliko, bolj stroga. To je pa stanovanjska, ki ima pa svoje zakonitosti, no. Tukaj je varovano območje kulturne dediščine. Kakšne omejitve ste imeli pri gradnji? Prostorski akt zaradi tega določa zelo omejene gabarite, se pravi tlorisne in višinske in tudi obliko strehe, kar je bilo treba ubogati in kar je prav. Ravno zaradi tega smo se odločili za veluks okna pri poslovni, ker namesto frčat, ki bi kvarila samo obliko strehe, smo dobili lepo formo, ne, ki ne izstopa tukaj iz okolja, obenem pa dobili še več svetlobe v prostor, ne. In potem smo to jasno idejo ponovili, samo v enojni izvedbi teh oken, pa še na stanovanjski hiši, in smo s tem dobili zelo lepe poglede ven, ki jih sicer samo s strešnimi okni ne bi mogli. Dajva se posvetiti tej, torej družinski hiši. Kako ste tukaj oblikovali prostore? Mislim, da zelo klasično za družinsko hišo. Spodaj bivalni prostori, velik utility in shramba, garaža. Dnevna soba je povezana z vrtom, zato je dobila to prelepo letno kuhinjo od zunaj, ki se veliko uporablja, in jo dejansko poveča, čeprav po sami površini ni velika.
Od zgoraj smo dobili 3 sobe za otroke. Jakob, starejši sin, je pa dobil malo premajhno sobo in sem zato prišla na idejo, da bi škarje med špirovci dvignili čist pod sleme, strop odprli, tako da je dobil še posteljo na višini. In potem sta jasno še dvojčici dobili identično sobo, ki pa jasno veliko večja, in je nastal cel majhen apartman z gornjo galerijo. Drugače imajo pa starši svojo spalnico. Ne veliko, ampak uporabno povezano z garderobo in svojo kopalnico, tako da so malo ločeni. Ena izmed želja je bil tudi stik z okolico. Vidim veliko odprtin, kar vabijo te, da stopiš ven. Očitno ste družina, ki rada gre ven, ki veliko časa preživi tudi zunaj, na prostem. Ena od zahtev recimo je bila malenkostna tudi ta, da nimamo oken, ampak da so povsod vrata, v bistvu okna vrata, kar pomeni, da segajo vse do tal, da greš lahko iz vsakega prostora kjerkoli v naravo. Alenka, in zdaj so v tej poslovni hiši. Kako ste v njej stvari načrtovali in kako ste dosegli prijetno počutje? Ja, prejšnji prostori so bili veliko premajhni in je bila potreba po več delovnih mest. Nekako sem želela imeti pisarne v odprtih prostorih, se pravi brez pregrad, brez določenih majhnih pisarn. Najboljša varianta v tej naši stavbi pa so mansardni prostori, kjer smo dobili ogromno svetlobe in pa prijetno delovno okolje z Velux okni. Najboljše je takrat, kadar dežuje, kadar sneži, moraš delati, ker je pač potreba po delu, hkrati pa misliš, da si zunaj in imaš lepo zimsko idilo ali pa deževen dan. No, to sta pa Nuša pa Neža, enojajčni dvojčici. Tole je vajna soba. Kje se vedno v tej sobi najbolj počutita? V igralnici. Kako enoglasno je bilo to. A to je tamle gor? Ja. Vedno igrate vsak en inštrument, kaj? Jaz igram klarinet. Jaz igram rok. Rok? Ja. To pomeni, da imate vi blizu kakšno pleh musko, če igrate take inštrumente, ja? Ja, godbo imamo. Ja. Si vse delita? Ja, večina. A boste kdaj imeli vsaka svojo sobo? Mogoče. Najbrž ne. Gregor, v te svetle prostore sva se prišla pogovarjati o spanju. Zakaj ravno o spanju? Spanje je ključno za naš um in telo. In pa slabost, se pravi nekvalitetno spanje, zelo negativno vpliva na naše zdravstveno stanje. Zdaj, pri spanju je pomembno to, da tekom dneva preživimo čim več časa pod dnevno svetlobo, se pravi več dnevne svetlobe skozi dan, boljši spanec po noči. Kako se nam pa pozna, če je spanja premalo? Zaradi motenj spanja pada koncentracija, pojavlja se večja utrujenost, sama produktivnost pada. Po drugi strani pa kvaliteten spanec pozitivno vpliva na naše počutje, tudi na fizično stanje in pa samo zdravje. Kvaliteten spanec pa si zagotovimo tako, da smo čez dan čim več v stiku z naravno svetlobo in da imamo po noči čim več teme, a ne? To je pravilno, ampak žal preveč časa, se pravi do 90% časa, preživimo v zaprtih prostorih. Pri tem je zelo pomembno, da prostore kvalitetno osvetlimo z naravno svetlobo. Kakšna so priporočila pri novih objektih, pri gradnji, koliko naravne svetlobe moramo imeti v prostoru? V Sloveniji imamo smernice, se pravi minimalne tehnične zahteve po osvetlitvi prostora in to je 20% tlorisne površine obdelovnih okenskih odprtin. Ta kriterij pa ni najbolj pravilen, ker dejansko ne dobimo pravega podatka, koliko svetlobe dejansko je v prostoru. Dejansko tukaj ni upoštevano sama pozicija oken, ni upoštevana neka ovira, ki je lahko pred hišo, lokacija same hiše in pa tudi prepustnost samih stekel, se pravi glede same svetlobe. Torej, več okenskih površin ne pomeni nujno tudi več naravne svetlobe v prostoru? Res je, prav z tega razloga je bil letos sprejet evropski standard glede osvetlitve samih prostorov, ki svetlobo dejansko nam zdaj prikaže v številkah. Uporablja se količnik dnevne svetlobe, ki bo dejansko točno določil, koliko svetlobe bo v samih prostorih. Ob tem spodbuja arhitekte in projektante k zadostni osvetlitvi prostorov, da dejansko prostori postanejo tudi uporabniku prijazni. Vseevropska študija, ki je vključevala 114 šol iz 23 držav, je pokazala, da večja količina dnevne svetlobe v učilnicah izboljša rezultate preizkusov pri matematiki in logiki do 15%.
Poleg minimalnih priporočil za naravno osvetlitev prostora pa podajo še naslednja priporočila. Kakovost razgleda navzven, neposredno osončenost prostorov in pa zaščito pred bleščanjem. Zdaj to se sliši malo bolj učeno, nam lahko to bolj enostavno razložite? Ja, lahko si pogledate prav ta primer, ne? Se pravi, prostor nudi pogled ven, vizualni stik z okolico, pogled na naravo, kar je bistvo. Čist drugače bi bilo, če tega spodnjega okna ne bi bilo. Če si predstavljamo, če bi bilo grajeno samo strešno okno, bi bil pogled na nebo, razgleda ven pa ne. In to se dogaja pri arhitekturi, kjer so kolenčni zidovi previsoki, se pravi nad 1,5 metra. In v tem primeru strešno okno sicer vgradimo za dovajanje svetlobe v prostor, je pa previsoko vgrajeno in nam ne nudi pogleda ven. Za optimalno vgraditev strešnega okna svetujemo kolenčni zid, ki ne presega 1 meter višine, ob nekje povprečnem naklonu strehe 40 stopinj. Če je naklon, se pravi, če je kolenčni zid višji, je potrebno vgraditi tako kombinacijo, kot je tukaj vidno, se pravi strešno vertikalno. Povejte mi še, Marjan, kakšna travma pa je za vinogradnika, kot ste vi, da nima svoje kleti? Ja, to je bilo tudi zanimivo. Ja. Vsak si želi imeti pri hiši tudi neko podkleten del, sploh če se ukvarja z vinogradništvom pa z vinom. Žal tukaj to ni bilo mogoče zaradi teh poplavnih območij, pa mogoče potalnic in tako dalje. In smo se pa, bi rekel, neki kompromis, kar se vsega tega tiče, smo naredili pa bi rekel, tak kotek za nas. Vinski del, eno omaro in imamo noter, bi rekel, ta naša vina. Kmalu vam pokažemo sodoben park, kjer kraljujejo medovite rastline in stanovanje v slikoviti ljubljanski trikotni stolpnici. Višnja gora je znana po Jurčičevi kozlovski sodbi in polžu, priklenjenem na zlato verigo, ki je krajevni zaščitni znak. Letos pa so v tem mirnem in simpatičnem mestecu postavili še obeležje posebni živalci ter zanjo uredili slikovit nasad. Kar je čisto prav, kajti gre za njen rojstni kraj. Kranjska čebela, ki pravimo tudi kranjska sivka, je dobila ime po deželi Kranjski, v katero je spadalo tudi območje današnje Dolenjske. In ravno v dolenskem mestecu Višnja gora, ki velja za rojstni kraj naše avtohtone čebele, so nedavno zasnovali sodoben park, kjer kraljujejo medovite rastline. Tomaž, oblikovalcem vrtov se verjetno ne zgodi prav pogosto, da oblikujejo zunanjo površino oziroma vrt namenjen predvsem čebelam. Kako je prišlo do tega? To je res, ja. Kraj Višnja gora oziroma točne grad Podsmreka je rojstni kraj znamenite čebele kranjske sivke. In občina Ivančna Gorica se je odločila, da temu primerno predstavi obeležje, temu primerno tudi postavi učni čebelnjaka. Vsak objekt umeščen prostor je pa še veliko lepši in funkcionalnejši, če ima urejeno okolje. Tako da z občino smo nekako prišli do sodelovanja in to je zdaj to. Ste se morali za ta projekt tudi dejansko poglobiti v življenje čebel? Definitivno. Poglobil sem se v dveh stvarih. Predvsem sem se poglobil v to, katere rastline so koristne za čebele, katere rastline so medovite. Poglobil sem se pa tudi v zgradbo satovja, kajti čebele so same po sebi odlični gradniki, zgradijo sebi same svoj dom in to v zelo zanimivi geometrijski obliki, šestkotniku, kateri potem ta tudi prevladuje v tem vrtu tematsko. Tukaj sva na javni površini. V čem je oblikovanje takih prostorov, torej javnih, drugačno od tistega, ko greste k zasebniku in oblikujete po njegovih željah? Kot že ime pove, javna površina je za javnost, za več ljudi, za večjo frekvenco obiskov, za obiske skozi celo leto in temu primerno se moramo seveda prilagoditi. Dostopnost mora biti urejena, dostopnost za tudi večje skupine ljudi, dostopnost, ki je z dneva v dan, se pravi bremenjenost površin in to seveda je dizajn, mora se temu prilagoditi. Potem seveda
neke varnostne norme obstojajo v teh stvarih, morajo imeti dostope za invalide. Poleg lesa, tlakovcev in kamna iz lokalnega kamnoloma je Tomaž Bavdež v parku medovitih rastlin uporabil tudi korten. To je material, ki ga zadnja leta večkrat opazimo v sodobni arhitekturi. In katere medovite rastline v tem parku izstopajo? Izstopajo vsekakor rastline, ki so najbolj poznane, ki so recimo ameriški slamnik, sivka, pelin in podobno, salvije, kadulje. Je po tem parku medovitih rastlin okoli 30 vrst trajnic, zelenatih trajnic in potem 20 vrst grmičev in drevja, predvsem našega samoniklega grmičev in drevja. Je pa tudi tale bršljan nekoliko poseben, ne? Ja, je poseben bršljan, v bistvu posebna njegova sorta. Mi bršljan poznamo kot penjavko, ki leze po tleh, po zidovih, ampak bršljan, ki ko pripleza na vrh zidu in ki je sončna, potem šele bršljan zacveti. Tukaj te bršljani so pa v bistvu potaknjenci tega cvetočega bršljana. Kaj je tudi še pomembno, bršljan cveti zelo pozno v sezoni in to čebelam zelo koristi, ker takrat, ko cveti bršljan, ni toliko paše več. A pa količina teh rastlin okrog čebeljaka zadostuje za te čebele, ki so tukaj? Ne, seveda ne. Namen je pač seveda tukaj drugi, predvsem izobraževalen, oziroma katere rastline mi priporočamo, da se sadijo vrtove v krajino in s tem pomagamo čebelam. Tomaž, pa je kaj nevarno hoditi preblizu čebel in ali ima tale potka neko funkcijo varnostne razdalje od čebeljaka? Seveda, jaz sem poskušal zdizajnirati tako, da je pot čim dlje stran od čebeljaka, z varnostnih razmer, pa tudi, da ne motimo čebela. Ampak se je pokazalo, da bi bila ta pot lahko tudi bliže in vsem obiskovalcem povem, da se njih nimamo kaj bati tukaj. Jaz predlagam, da vseeno ostaneva tukaj na varni razdalji. Se boljš počutim. Panske končnice, ki krasijo čebeljak, so z motivi iz humoreske Kozlovska sodba v Višnji Gori poslikali učenci osnovne šole Ivančna Gorica. Lučaj stran od parka, bliže staremu mestnemu jedru, je nekdanja osnovna šola, v kateri bo v prihodnjih letih nastala hiša kranjske čebele. Tik ob stavbi že stoji posebno obeležje v čast kranjski sivki, najbolj marljivi in krotki čebeli, katere dobro ime je v 19. stoletju ponesel v svet baron Emil Roščič, predan čebelar in dober trgovec. Gospod Sternat, Višnja Gora je znana po Kozlovski sodbi, zaščitni znak kraja je polžek. A bi rekli, da se je, odkar ste postavili tale čebeljak in park ob njem, kaj že spremenilo v samem kraju, kako je s turizmom? Ja, mestno jedro Višnja Gora je res zaživelo. Dolga leta je bolj kot ne samevalo, s preselitvijo stare šole na novo lokacijo pa je sploh zamrlo. Življenje v starem mestnem jedru, ki letos praznuje 540-letnico mestnih pravic. No in ta projekt Hiša kranjske sivke bo gotovo poživil mestno jedro, prinesel dodatne vsebine in temu je pravzaprav v prvi vrsti tudi namenjen naš projekt. So bližnji krajani že kaj potožili, da jih je kakšna čebela pičila? Ne, to sploh ne. Čebela sploh ni nevarna, čebela je koristna živalca. Skušamo pripomoči k temu, da bi bila zaščitena. Vsi se moramo pač zavedati njenega pomena in jaz sem prepričan, da bo tale projekt, ko bo dokončan, k temu tudi pripomogel. Prebivalci mestnega jedra in širše Višnje Gore so naša prizadevanja vzeli zelo resno, z odobravanjem in pomagajo pri tem, kar delamo, in sem prepričan, da na koncu bomo uspešni. V Zupančičevi jami v Ljubljani je arhitekt Andrej Černigoj načrtoval atraktivno večstanovanjsko zgradbo. Z domiselnimi geometrijskimi oblikami je mestno pozidavo in pogoje osončenosti združil v idealno kombinacijo. In v tej slikoviti ljubljanski trikotni stolpnici smo našli še eno posebno stanovanje. Iščete stanovanje svojih sanj? Po ogledu desetin stanovanj najverjetneje ne veste več, kje se vas drži glava. Ko pa najdete tistega pravega, ponavadi spregovori intuicija. Arhitektka Marjetka Pajk je obiskala gospoda Bojana Flaca, ki nam je zaupal, kakšna je bila pot do njegovega doma. Danes smo na obisku pri gospodu Bojanu v znameniti trikotni stolpnici, skoraj v središču Ljubljane. Dobrodošli.
Hvala. Gospod Bojan, zdaj pa povejte pot, kako ste vi končal v tem stanovanju. Ja, pot je bila kar naporna, ker predtem sem si ogledal 84 stanovanj po Ljubljani, sem in tja, a ne. Razlog, da sem pa začel iskati stanovanje, je bil pa to, ker sem živel v bloku, ki je pač bil brez dvigala. In je bila nekako želja, da se z leti, ko se človek že malo postara, je potrebno tudi malo poskrbeti za udobje. Ja, za udobje, tako. Ampak sam dvigalo je bilo zdaj to ključno ali še kaj drugega? Seveda ni bilo samo dvigalo. Želja je bila približati se centru, da bi nekako lahko tudi peš šel v službo, ker pač delam v centru. Potem parkirno mesto, ki je tukaj pač pri nas v kleti, zelo varno vse. A vas je impresionirala tudi arhitektura stavbe? Ja, veste, to je prav smešno. Jaz sem se tukaj dnevno vozil v službo, mimo te stavbe. Silno nenavadna, seveda je posebna, ker ima pač ki je trikotna. In se mi je zmeraj zdelo, da mora biti le krasno stanovanje glede na to poševnosti, ker so te terase. Ampak seveda sem potem malo gledal tudi po cene, kakšne so cene, in so bile seveda meni za tiste čase silno nedosegljive, zelo daleč. No, potem se je pa to stanovanje pojavilo na internetu, pa zelo kratko je bilo. In smo bili 3 kandidati, ki smo nekako želeli, ja, smo si želeli. Prvič, ko sem prišel v to stanovanje, sem najprej pogledal si tisti kopalnica, pa spalnica, pa to, nič posebnega, se mi ni zdelo nič posebnega. Prostore, razpored, kako? Tako pač, kot eno stanovanje. Osnovni ogled. Ker sem pa sem odstopil, je pa bila to ljubezen na prvi pogled, takoj. In sem rekel, naj stane kar če, zato se pa splača boriti. In sem se, ja. Pravzaprav, koliko pa je to stanovanje veliko? Zelo prostorno deluje. Stanovanjska površina je 100 kvadratov, 100 pa še nekaj malega. 24 kvadratov je potem še terase. Stanovanju pripadata 2 parkirni mesti v kleti in pa shramba. Kako so pa v stanovanju razporejeni prostori? Stanovanje se stoji nekako iz predsobe, velike, prostorne. Potem ima 2 kopalnici, oziroma eno kopalnico, pa še en dodaten dnevni WC. In pa 2 spalnici ali pa eno spalnico, pa eno, lahko rečemo, delovno sobo ali v mojem primeru imam jaz pač to garderobno sobo oziroma kot en utility. Potem je še utility in pa ta velik dnevni prostor s kuhinjo, jedilnico in pa z delovnim kotičkom. Ali je bilo ob nakupu stanovanje že kaj opremljeno? Ja, stanovanje je bilo delno opremljeno, ostalo sem pa potem jaz po meri, nekako iskal svoje izvajalce. Takole, ko sem se razgledala po tem osrednjem prostoru, vidim, da je tudi precej pohištva, ki pa ni minimalistično in ni čist belo. Jaz sem si želel, da ne bi bilo vse čisto v belem, ker bi bilo mogoče celo malo sterilno. Zato sem si umislil ta 2 stola, recimo, ki sta replika Plečnikovih stolov. Ja, sem opazila. Pa tudi umetninje? Ja, umetnine pa so različnih avtorjev, nekaj tudi celo iz Amerike. Zanimivo. Sem prinesel, ker sem bil na potovanju tam. Tako da, ja. In koliko časa ste zdaj v stanovanju? Zdaj, prejšnji teden je bilo 1 leto. Ja. Zelo zadovoljen. Res pa moram tudi priznati, da veste, takrat, ko sem jaz prvič tukaj prespal, v tem stanovanju, naslednje jutro je bilo tako, da nikoli ne bi kjer drugje živel. Tako da ima eno silno tako pozitivno energijo, ki... To pa človek redko sliši. Običajno, ko spijo v novih stanovanjih, vsak rabi čas, da se navadi. Lega postelj je druga, samo stanovanje leži drugače kot naprimer prejšnji dom. Ja, meni ni bilo nobenih težav. To je bil pravi izbor. Ja, to je pa res najboljši.
V dobri družbi in ob zanimivih zgodbah čas hitro mine. Če so tudi vam minute namenjene oddaji prehitro minile in če ste našli dobre vsebine tudi zase, potem jih poiščite še več na naši spletni strani www.tvambienti.si. Lep pozdrav in ne zamudite prihodnje oddaje, ko si bomo ogledali prenovljeno stanovanje v stolpnici neposredno ob reki Ljubljanici in sodobno ter prijetno hišo športnika Jakova Faka in njegove družine.